Kazalniki poslovanja Komunale Kranj za dvoletno obdobje pod vodstvom direktorja Matjaža Berčona kažejo trend naraščanja čistih prihodkov iz prodaje, prav tako narašča poslovni izid. Povprečna bruto plača na zaposlenega v zadnjih 2 letih se je povečala za 10%. Jaz mislim, da moja prva skrb, ko sem prišel v to podjetje, zagotovo so bili zaposleni, da smo ustrezno uredili plačno politiko, ki je zaostajala zadnji 2 oziroma 3 leta za usklajevanjem na državnem nivoju, da smo seveda jih tudi primerno opremili, predvsem tukaj govorimo o delovnih zaščitnih sredstvih, o oblekah, in da predvsem v bistvu poskrbimo tudi za njihovo dobro počutje, kajti smo storitveno podjetje, in naši zaposleni imajo seveda tudi dnevni stik s svojimi uporabniki na terenu in so na nek način osebna izkaznica našega podjetja. Vsekakor je najbolj ta čas zaznamovala upravljavska kriza, predvsem pa epidemija COVID-19, ki pa ni vplivala na kakovost izvajanja komunalnih storitev, saj delo v izrednih razmerah pomeni natančno načrtovanje in nujno optimizacijo poslovnih procesov. Načrti so predvsem investicijske narave, torej nekako posodobitev tega centra, v katerem se zdaj nahajamo tukaj na Zarici, združiti tiste dejavnosti, ki jih je možno pod eno streho, če temu tako rečem, blizu oči, blizu srca. Zaposleni so spoštovani kapital podjetja in številne spremembe vpeljane od prihoda direktorja Berčona do danes so bile vpeljane z mislijo na izboljšanje delovnih razmer delavcev, ki so v vsakodnevnih stikih z uporabniki. Letošnje leto je bilo zaznamovano z intenzivnimi pripravami na vstop občin, kjer komunala izvaja zbiranje odpadkov na pot Zero Waste. Mi smo že v letošnjem letu, že v času priprave na to strategijo, izvedli kar nekaj ukrepov. Eden izmed takih je skupinsko zbiranje in ločevanje odpadkov na hodnikih. Skratka, pobrali smo koše po pisarnah in s tem spodbudili ljudi, da razmislijo, kako zopet v bistvu, kakšne so njihove navade. Potem recimo ukinili smo tudi printanje po pisarnah. Precej smo posodobili tudi naš vozni park in prišli na električna vozila, vključno s kolesi, ne samo avtomobili, in spodbujamo zaposlene, da to uporabljajo zlasti v delovnem času. Seveda še bolj bomo veseli, če bodo spremenili tudi svoje navade prihoda v službo. Tako da najprej seveda v svoji hiši potrebno narediti red in pred lastnim pragom pomesti, da potem kredibilno nastopaš tudi proti ostali javnosti. In kako se bo uresničevala Zero Waste strategija? Ja, v tem trenutku je potrjena na mestnem svetu v Kranju, naslednji teden v Naklem, še čez 14 dni na Jezerskem, potem pa sledita še Šenčur in Preddvor. Tako da računam, do novega leta bo vseh 5 občin pristopilo formalno k tej zavezi in potem v letu 2022 nadaljujemo z aktivnostmi. Na kaj naj bodo ljudje najbolj pozorni? Tukaj je v bistvu največja, perspektiva, da dejansko od majhnih nog začnemo otroke, mladino vzgajati, navajati na druge navade, druge potrošniške navade, da to prenesejo domov, da so potem oni, ta tudi korektiv v družini, ki opozarjajo starejše generacije. Predvsem tudi številk ali pa podatkov, ki sem jih predstavil, izhaja, da nam nažalost narašča skupno število odpadkov. To ni krivda, komunalnih podjetij, ampak je dejansko stvar vseh nas posameznikov, ki nenazadnje nastopamo kot potrošniki, ki se odločamo za takšne ali drugačne, navade, nakupovalne navade in potem temu posledično tudi proizvajamo odpadke, ki nastajajo. Razvoj kranjskega javnega komunalnega podjetja sledi trendom sodobne družbe in sloni na 3 ključnih stebrih: krožnem gospodarstvu, digitalni preobrazbi in zelenih naložbah, ki so nujne za uspešen trajnostni razvoj podjetja, občin in širše družbe. Tukaj predvsem računamo tudi na angažma občin, nenazadnje to so strategije, za katerimi morajo stati občinska vodstva, občinski sodelavci, mi bomo pa seveda pomagali in pa tudi pripravili vse ukrepe za to, da bodo stvari uspešne.
Vizija Komunale Kranj je postati smerokaz razvoja družbe na področju okolja.